Dragi prijatelji narave, udeleženci festivala alpskega cvetja, danes se bomo pogovarjali o koconogih kurah. Kot vidite, sedimo v borovnicah, ki jih imajo vse zelo, zelo rade. Meni je žal, da se moramo srečati prek kamere. Jaz nisem najboljši govorc pred kamero, veliko ljubše bi mi bilo v živo ali pa kje v živo v naravi, ampak taka je situacija. Jaz sem Tomaž Mihelič, prihajam iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in se poklicno ukvarjam s pticami že 20 let, predvsem z gozdnimi pticami in tudi s koconogimi kurami. In danes vam bom skušal predstaviti nekatere skrivnosti divjega petelina v gozdu in pa belke na sami drevesni meji na alpskih Goličavah, s katerima se v projektu Vrh Julicev ciljno ukvarjamo. Ukvarjamo se predvsem z namenom, da bi jim zagotovili mirna območja pri divjem petelinu, predvsem v okolici rastišč, pri belki, pa z neko študijo, s katero bomo skušali ugotoviti njihova stanišča, najboljša, bi rekel, letna prezimovališča in tudi zimovališča, ki so v zadnjih letih na udaru predvsem zaradi porasta turnega smučanja, tudi zimskega planinarjenja. In upam, da boste v predstavitvi, ki bo usmerjena predvsem v zanimivosti in njihovo razširjenost v Sloveniji, uživali in da se boste kaj novega naučili. Danes bomo govorili o divjem petelinu in belki, dvema zanimivima predstavnikoma koconogih kur, s katerimi se ukvarjamo v Vrhu Julicev, kohezijskem projektu v Triglavskem narodnem parku. Koconoge kure so zelo zanimiva družina iz rodu Galliformes. V Sloveniji imajo 4 predstavnike: gozdnega jereba, belko, ruševca in divjega petelina. In za celotno družino Galliformes je značilna prilagoditev na ekstremne razmere severa. Se pravi, če pogledamo razširjenost rodu Galliformes brez koconogih kur, vidimo, da so razširjene v glavnem po toplih predelih, medtem ko je koconogim kuram uspelo se razširiti na severni del. Jasno, tukaj izkoriščajo manjšo konkurenco vrst, manj plenilcev na račun težjih razmer, nižjih temperatur in pa manj in slabše dostopne hrane, predvsem v zimskem času. Številne prilagoditve jim to omogočajo: odlična operjenost, bolj izolativno perje, površina nog, posebne resice na nogah in pa prebavila prilagojena presnovi malokalorične hrane. Predvsem v zimskem času, če si predstavljamo, je ta hrana zelo balastna, z zelo malo kalorijami, samo s res zelo učinkovitimi prebavili jim uspe iztisniti potrebne kalorije iz te hrane. Vse vrste so načeloma vezane na višje lege, še najnižje bomo našli gozdnega jereba, tam nekje nad 600 metri lahko že, vendar je tudi v teh legah izredno redek. Nad njim divji petelin, predstavnik gorskega gozda, v glavnem gozda na višini okrog 1400 metri, še višje ruševec, nekje med gozdno in drevesno mejo je njegov pas, in pa najvišje belka, ki živi na alpskih Goličavah, ponavadi pozimi še višje kot poleti, kjer po grebenih veter spiha sneg, najde hrano pozimi. Divji petelin, največji predstavnik koconogih kur, samci tehtajo lahko do 5 kilogramov. V Sloveniji je to glacialni relikt, se pravi, ko se je ledena doba umikala, je ostal na zanj primernih legah višjih nadmorskih višin in tam ga najdemo še danes. Pas med 1200 in 1600 metri je zanj najpomembnejši. Na sliki imamo sicer potencialno razširjenost tega pasu nadmorskih višin, in če bomo na tem pasu našli tudi primeren habitat, v glavnem iglaste gozdove s prisotnostjo borovnice, bomo našli tudi njega. Na karti vidimo razširjenost v kvadratih 10 krat 10 kilometrov.
z rdečo barvo v novem ornitološkem atlasu, se pravi razširjenost po letu 2002, in pa s črno barvo primerjalno razširjenost v obdobju 80. in 90. let prejšnjega stoletja. Zdaj opazimo, da je vrsta izginila iz osrednje Slovenije, Zasavja, slabše prisotna tudi v slovenskih Dinaridih. In to je jasno posledica tega, da se vrsta umika iz zanjo manj primernih površin, kjer tudi habitat ne ustreza več borealnim iglastim gozdovom. No, in to nam razkrije tudi detaljna karta Tetrad, kjer vidimo, da so gostote v slovenskih Dinaridih bistveno manjše. Alpska populacija je bolj stabilna, nekako do 600 parov se ocenjuje, da živi še v Sloveniji, v glavnem v Julijskih Alpah, Karavankah, Kamniško-Savinjskih Alpah in pa Pohorju. In predvsem nadmorska višina 1400 do 1600 metrov je tista, ki še gosti največ pojočih petelinov. Pokljuka je tipično stanišče gozdnega habitata divjega petelina in tukaj, predvsem tam, kjer najdemo še starejše sestoje, se pravi stare debeljake s prisotnostjo borovnice, tam bomo še našli večje število pojočih petelinov, medtem ko tam, kjer so razvojne faze mlade, tistih območij se bo vrsta izogibala. Jasno, zaradi velike površine gozdov na teh nadmorskih višinah populacija tukaj še relativno velika, medtem ko tam, kjer je površin manj, kjer so to pobočni gozdovi, populacije je manj. Tipične komponente habitata so odraslo drevje, se pravi na tleh prisotna borovnica, dobrodošla so mravljišča, ki so pomemben vir beljakovinske hrane za mladiče. Dobrodošlo je, če tega ni preveč jasno, tudi mladovje, ki v zimskem času omogoča tudi hranjenje na tleh, ko je borovnica pokrita s snegom, so veje mladih smrek, tudi drugega drevja dostopne, medtem ko se vrsta učinkovito hrani tudi v krošnjah, se pravi noben problem ni za peteline, da letajo iz krošnje na krošnjo z namenom hranjenja po njih. Vrsto bomo lahko potrdili tudi na podlagi sledov. Ker se vrsta veliko giblje po tleh, bomo našli sledove v blatu, še lažje v snegu. Našli bomo značilne iztrebke ali pa kot škarjami odstrižene poganjke dreves, predvsem smreke mlade, malo težje listovcev, te stvari so pri listovcih manj opazne. To gre zahvaljujoč res ostremu in močnemu kljunu, ki ga divji petelin s pridom uporablja tudi v bojih med samci spomladi na rastiščih. Jasno, veliko bolj opazne so sledi v snegu. Vrsta tudi pozimi veliko hodi po tleh, predvsem tam, kjer ima, bi rekel, tudi v tem talnem pasu prisotno hrano, se pravi neke poganjke rastlin, drevja v dostopnosti kljuna. Za vrsto je značilen spolni dimorfizem, samci so bistveno večji, temnejši, praktično črni po večini telesa, mogoče rjava in še zelena barva prevladujeta, medtem ko so samice manjše, varovalno grahasto obarvane. Jasno, samci ne skrbijo za mladiče, samo samice skrbijo in spomladi samica vodi lahko tam čez 10 mladičev in ta barva, varovalna barva je takrat ključna. V času prebujanja pomladi, se pravi, ko v dolini cvetita hruška pa jablana, bo v tem značilnem pasu med 1200 in 1400 metrov začelo svetovanje divjega petelina, začetek parjenja.
To je promiskuitetna vrsta, se pravi, pride do zbiranja samcev na rastiščih, kamor potem prihajajo tudi samce. Tipičen čas je pomlad, ki jo koledarsko še najbolj opišemo s cvetenjem jablane. In takrat pride v zgodnjih urah do zbiranja in petja na rastiščih. Divji petelin je vrsta, ki v gozdu prva zapoje. Se pravi, to so ponavadi v maju ure tam okrog 4. ure zjutraj. In poje kasneje tudi še v jutro. Njegova pesem je neverjetno tiha in verjetno je to tudi razlog, da izkorišča te jutranje ure, ko je ta pesem dobro slišna. Pesem je zanimiva, najbolj je značilno brušenje, ko petelin tako zelo intenzivno vibrira z glavo. Pri tem pride do enega značilnega glasu, ki mu pravimo brušenje. No, sama rastišča so namenjena rangiranju med petelini. Sčasoma, če jih dlje časa opazujemo, lahko zarišemo teritorije med njimi in jasno, samo najmočnejši samci bodo zanimivi za kokoši. To je ene vrste selekcija, da bodo najmočnejši samci predajali gene naslednji generaciji. In obenem pa je pomembna lokacija teh samcev vedno v centru rastišča, kjer so veliko bolj varni plenilci, ki sta na primer lisica ali pa planinski orel, kot pa obrobni samci, ki so v bistvu neka živa straža okrog teh najboljših in najmočnejših samcev. Glavno orodje za njihove boje je kljun in pa pomoč peruti, s katerimi si zadajajo močne udarce. Zanimivo je to, da so lahko ti udarci tako močni, da so bili ugotovljeni primeri poginov petelinov zaradi njih. To se dogaja sicer ekstremno redko. Namen tega merjenja moči je rangiranje na rastišču in rangiranje je ponavadi povezano s starostjo petelina, ki jo lahko bežno ugotavljamo po perju, po dolžini repnih peres in po redukciji beline v teh črnih repnih peresih. Načeloma pa tudi po kotu, ki ga oklepa raztegnjen našopirjen rep. Načeloma velja, da starejši, ko je samec višji, ima rang na rastišču. Težko je pa to starost z opazovanjem natančno ugotavljati. No, en fenomen ima ta vrsta tako imenovane nore peteline. To so petelini, ki zaradi hormonske motnje izgubijo strah pred človekom oziroma ga celo prepoznavajo kot tekmeca in ga skušajo odgnati. Zato, če opazujemo takega petelina, se skušamo potem čim prej umakniti, ga pustiti pri miru, da bo lahko varčeval z energijo. V poletnem in jesenskem času bodo družine, ki jih vodijo samice, šle lahko precej višje, v pasma cesnov, v pas celo rušja. No, pozimi začnejo te družine razpadati preko zime in bomo spomladi v glavnem videli samo še posamezne peteline. Je pa značilno, da bomo recimo oktobra, novembra lahko opazovali peteline zelo visoko, praktično v pasu gozdne meje. Nad petelinom živi omenjena belka, vrsta, ki naseljuje alpske goličave. Bistvo njene razširjenosti je okrog višine 2000 metrov, celo višje, sploh v zimskem času jo lahko najdemo na samih vrhovih, nižje pa zelo, zelo redko. Ker je v Alpah največ višin, bomo seveda našli največ belk v Julijskih Alpah, nekaj tudi v Kamniško-Savinjskih Alpah in pa posamične v Karavankah.
Celotna populacija v Sloveniji pa ocenjena do 500 gnezdečih parov. Belka je s svojimi prilagoditvami na mraz in na kretanje v območju brez kritja izjemna. To je edina ptičja vrsta, ki zamenja barvo, se pravi, pozimi je snežno bela, poleti rjavo ali sivo grahasta in jasno, to ji omogoča zelo kompleksna golitev. Vrsta ima spomladi delno golitev, se pravi, ko se pregoli iz popolnoma bele v varovalno grahasto ptico z belino samo še po letalnih peresih in trebuhu. Ima tako imenovano delno golitev krovnega perja po hrbtu, vratu in prsih. Poleti skoraj popolno golitev, se pravi, zamenja tudi vso repno in letalno perje. In pa jeseni spet delno golitev, da zamenja to grahasto, ne belo krovno perje in spet postane popolnoma bela. Vrsta se giblje predvsem glede na njeno operjenost, se pravi, kako uspešno se bo vrsta uspela prikriti v okolju, odvisno od njene barve in pa seveda od barve okolja, kar je pomembno tudi pri popisovanju in iskanju vrste. Imamo tako imenovano jesensko-zimsko kolekcijo perja, se pravi, glede na datum lahko sklepamo, kakšne barve so trenutno belke. Glede na snežne razmere vidimo, kje jih bomo našli. In eden od najlažjih, ampak ne tudi najlažjih po dostopu, je območje z ogromno količino snega. Bodo belke ciljno iskale območja, kjer je dostopna hrana, to so plazišča. Če si pogledamo tipično plazišče v Julijskih Alpah, lahko že zdaj na sliki opazimo belko, ki išče, bi rekel, dostopno hrano na plazovitem terenu. Jasno, gibljejo se lahko zaradi resic na nogah po neverjetnih strminah, dobro uperjene noge pa jim omogočajo, da se jim v sneg dira. Zanimivo je, da bomo na teh višinah našli v glavnem samo še belko in planinskega zajca. Obema je lastna ta prilagoditev spremembe barve v popolnoma belo varovalno barvo pozimi, da lahko izkoriščata goličave za hranjenje in obenem tudi za kritje pred plenilci. No, belko in tudi seveda planinskega zajca bodo izdale ogromne količine iztrebkov. Jasno, hranita se z balastno hrano in zaradi tega producirata velike količine iztrebkov. Obedve pa vztrajata v visokogorju kljub surovosti zime, vetrovnim razmeram, jasno, zaradi ekstremne izolacije jim te stvari ne pridejo do živega. No, zelo zanimivo, imamo enako kolekcijo perja v zelo različnih snežnih razmerah ali pa ob odsotnosti gora. Takrat bodo belke iskale čim bolj bele predele, tudi že v jesenskem času, ko še niso popolnoma prebarvane, jih lahko opazujemo v belih predelih s skalami. Kljub temu, da je tukaj hrane izredno, izredno malo, je očitno kamuflaža pomembnejša od same hrane in tukaj lahko opazite, kako dobro se prekrivajo tri belke. In to je tipično območje, kjer jih najdemo, kadar sneg je prisoten. Tukaj se lahko združujejo v večje skupine, ponavadi so to malo družinsko povezane ptice, še ptice istih družin, lahko tudi združevanje večjih družin. Vedno imamo pa prisotne tudi teritorialne samce, ki že označujejo pač neke njihove teritorije oziroma vsaj njihovo prisotnost, saj ti teritoriji niso nujno enaki, kot bodo pomladi.
Značilna za belko so bela krila preko celega leta in pa črn rep preko celega leta, ki ga pa seveda medtem, ko hodi po tleh, skrije pod krovno perje in postane popolnoma bela. No, tako kot belka je tudi planinski zajec s podobnimi prilagoditvami. Neverjetno velikokrat se lahko s proučevanjem belk srečamo tudi s planinskim zajcem, ki očitno išče prav enaka območja v tem času. Jasno zaradi tega, da je na teh območjih bolj prikrit glavnemu plenilcu, to je planinski orel pri planinskem zajcu. No, enako bo veljalo za popolnoma bele belke, se pravi, če jeseni dolgo ne zapade sneg, imajo belke stisko in takrat iščejo najbolj bele predele naših Alp. Potem imamo pa najlažji scenarij, se pravi skoraj kopne gore z izredno malo snega in pa že pregoljene bele belke. To je scenarij, ko bodo praktično vse belke šle v okolico teh snežnih površin iskat hrano, to so ponavadi snežne kotanje ali pa neki osojni predeli, kjer se je ohranilo nekaj snega. Tam bomo našli seveda lahko večje koncentracije teh ptic, katerim je očitno poleg hrane zelo pomembno tudi to prikrivanje pred plenilci. In ne glede na to, a so že popolnoma bele ali so še malo lisaste, se bodo zbirale okrog teh snežnih zaplat. Jasno, dobesedno z eno nogo na snegu, z drugo nogo na hrani. In tam lahko najdemo skupine tudi po 10 in več ptic. Potem imamo pa še misijo nemogoče, se pravi pregoljene ali delno pregoljene belke in pa seveda razmere, ko je hrana dostopna povsod, po eni strani pa tudi kritje z nekim takim, bi rekel, delno zasneženimi gorami. Jasno, ker je belka perfektno prilagojena na življenje, jih bomo v takem scenariju našli s pomočjo sreče. Zakaj? Ona povsod najde in kritje in hrano naenkrat in njuno pojavljanje je lahko iz dneva v dan povsem različno, se pravi, tukaj zelo težko razberemo neke zakonitosti, ki bi pomagale, bi rekel, belko hitro odkrivati in študirati. Edina metoda, ki je tukaj uspešna, je, da prehodimo ogromne količine našega, bi rekel, visokogorskega sveta in tudi ogromne količine natančno pregledamo. Zakaj? Belke so navajene prikrivanja in lahko gremo par 10 metrov od njih in jih ne bomo preplašili, ker se bodo prikrile. Jasno, zaradi tega pa tudi ne Dostikrat imamo v teh pozno jesenskih obdobjih, ko zapadejo prvi snegovi, te razmere in bi rekel, to so tudi najboljše razmere za življenje belk, ko jim je praktično omogočeno, da se pojavljajo kjerkoli po našem visokogorju. Zanimivo je vseeno, da večkrat opazimo skupine samcev, se pravi skupine, v katerih najdemo samo samce skupaj in pa mešane skupine, medtem ko zaenkrat še nismo opazili, bi rekel, večje skupine, v katerih bi bile samo samice. Značilen črn rep je viden tudi pozimi, to je tudi glaven razpoznaven znak belke in pa seveda vedno bela krila. No, ko belka preživi to zimsko obdobje, pa seveda pride tista za njo najbolj pomembna pomladanska kolekcija, začne se ta pomladanska golitev. Na sliki vidite praktično čisto ogoljene noge. To je zelo intenzivna golitev, v tem času samci intenzivno varujejo svoje teritorije. Jasno, v teritoriju imajo samičko, za razliko od petelina živi par belke v enoženstvu, se pravi, vsak samec ima svojo samičko, ki jo tudi skrbno brani pred drugimi nesparenimi samci.
No, samec zelo intenzivno nadzoruje samičko v fazi valjenja, nekje v bližini. Kasneje v fazi, bi rekel, vodenja mladičev je ta vez manj intenzivna. Takrat samci svojih nadzornih skal skoraj ne zapuščajo in imamo priložnost videti belko od neverjetne bližine. Seveda pa to ni, bi rekel, trenutek, da bomo belko opazovali. Zakaj? Zelo verjetno se nahajamo zelo blizu gnezda in zelo pomembno je, da mi to območje takrat čim hitreje zapustimo. Samec nas v bistvu opozarja nase, predvsem zato, da bi obvaroval gnezdo, in če ne bomo opazili samičke, ki je odšla z gnezda, lahko to pomeni, da se bodo jajca podhladila. Zato v vseh primerih, ko belko opazujemo iz bližine in ta belka ne odide, odidemo mi in s tem omogočimo naprej nemoteno gnezdenje. Samičke so rjavkaste barve, varovalne barve in one ob prisotnosti gnezda, jajc ali pa mladičev se bodo vedle podobno, se pravi, ne bodo se odmaknile, skušale bodo preusmerjati pozornost in za vse naj bo to znak, da območje mirno čim prej zapustimo in seveda omogočimo vrsti, da lahko naprej nadaljuje z gnezdenjem. Mladičke, če jih opazimo, to je obdobje, ko je, bi rekel, najbolj riskantno obdobje že mimo. Mladički so majhni, šekasti zelo, varovalne barve, opazimo jih sicer poredko, je pa, ko je enkrat, bi rekel, ta prisotnost mladičev potrjena, se začne za belko bolj varno obdobje, kar se tiče vznemirjenja. Je pa to obdobje zelo riskantno, kar se tiče vremena. V mrzlem vremenu ogromno število mladičev pomre zaradi tega, ker ne dobijo dovolj beljakovinske hrane, žuželke takrat mirujejo in za njih hrana ni dostopna. V toplejših letih pa lahko ogromno število mladičev preživi, tako da lahko opazujemo belke z 10 in več mladiči, kar je lahko v mrzlih, deževnih letih redkost, tako kot na primer tukajle na sliki samo 2 mladiča, kar bi rekel je daleč pod povprečjem. To je bilo na kratko o teh 2 vrstah. Jasno, več boste lahko izvedeli na projektni strani Vrha Julijcev, če boste spremljali naše projektne aktivnosti. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost in upam, da se ob varovanju teh 2 vrst še velikokrat srečamo. To je bilo z moje strani vse, upam, da ste uživali. Več o samem projektu in o belki in divjem petelinu si lahko preberete na spletni strani Triglavskega narodnega parka in upam, da se naslednje leto vidimo v živo in skupaj kakšno rečemo o tej problematiki.